Radio Rubin in tvojih 60 minut. Dober dan, cenjene poslušalke in poslušalci. Erika Koncut vas tudi ta ponedeljek popeljem na novogoriški gledališki oder. Tokrat je moja gostja Ana Fakini. Je prijazna, sproščena, pronicljiva igralka, članica igralskega ansambla SNG Nova Gorica pa že 2 desetletji. Ana Fakini, kdaj je vzplamtela ta ljubezen do igralstva? Prav igra, gledališče, oder, me je začaralo v bistvu s prvim ogledom Krsta pri Savici v novi hiši SNG oziroma takrat še PDG v Novi Gorici. Takrat sem prvič začutila, ko sem gledala to mojstrovino na tem lepem, krasnem, velikem odru, da je to nekaj, kar komunicira z mano in kar bi si želela tudi jaz početi, izkusiti, živeti. Sem pa sicer se že prej veliko ukvarjala pač z recitacijo, z nastopanjem, tako v osnovni šoli kot tudi v srednji. Sam prej je bilo vse skupaj bolj tako na nivoju proslav, pa tega, da si pač naredil to, kar so učiteljice prosile, ne. Takrat z ogledom te predstave pa sem prvič začutila res neko močno privlačnost gledališča, nek klic in sem mu sledila kasneje sicer in sem se podala na to pot. Potem takem vam stopiti pred ljudi na oder, pred mikrofon, ni nikoli povzročalo veliko težav? Ne, nikoli nisem imela neke take hude treme, rada sem nastopala, to mi je bilo všeč. Malo sem mogoče to vzela že po svojem očetu, ker sem ga velikokrat gledala na odru kot pevca v pevskih zborih različnih, tako da mi to nekako ni bilo tuje in mislim, da sem imela to mogoče že malo v krvi. Če bi morali strniti, kaj je čarobnost igralskega poklica, kaj bi rekli? Na kratko. Težko bo na kratko, zato ker je, mislim, ta čarovnija gledališča je nekaj zame res velikega. To je tudi včasih malo težko opisati, ampak ko stojiš na odru, ko se luči v dvorani ugasnejo in začutiš v bistvu prisotnost vseh ljudi v parterju, pa na balkonu, ki te spremljajo, ki dihajo s tabo, ki poslušajo in gledajo vse, kar narediš. Čutiš, kako se jih dotaknejo stvari, ki jih pač počneš, zgodba, ki jo pripoveduješ. In na nek način je ta povezanost, ta skupen dih nekaj neopisljivega, nekaj neopisljivo lepega. In hkrati pa tudi vse te različne zgodbe, ki grejo skozi tebe kot igralca na tvoji pač poti. To res prenaša vedno nekaj novega s sabo, nove izzive, nova spoznanja, nova sodelovanja in nikoli ne zapadeš v neko rutino. Tako da mislim, da meni je to res nekaj nepopisno lepega in čarobnega še vedno. Torej ni zgolj mit, da igralec in občinstvo dihata skupaj, se torej začuti to? Ja, to se definitivno začuti. Hkrati se tudi čuti prav zdaj, recimo v tej situaciji, v kateri smo, ko smo še lahko igrali predstave z okrnjeno publiko, ki so imeli pač medsebojno razdaljo in seveda maske na obrazih, kako pomemben je ta skupni dih in kako ga maska na nek način duši in omejuje in kako se je v bistvu ta energija, ki sicer prosto teče, kako se je na nek način zademfala in smo se večkrat med sabo s kolegi pogovarjali, kako neverjetno se to občuti, kljub temu, da so ljudje v dvorani in da jih opaziš, da jih vidiš. Na nek način jim to, da imajo pokrite obraze, prekine malo ta tok, to povezanost z nami.
Naslednjo tematiko ste nekako že načeli pred skladbo Korona čas. Kako ga doživljate kot igralka in osebnostno? Ja, kot igralka moram reči, da mi je precej težko. Težko mi je, manjka mi oder, manjka mi publika, manjkajo mi ljudje, kolegi, manjka mi delo. Počnemo sicer druge stvari, snemamo na radiju, snemamo za razne spletne pač stvari, ampak ni to isto. Naš poklic zahteva prisotnost človeka in ekran nekako pač ne more nadomestiti tega. Tako da mi je v bistvu v profesionalnem smislu ta čas kar težek. Kljub temu, da je seveda prinesel s sabo možnost enega oddiha, ene introspekcije, ki je bila v enem začetnem trenutku tudi dobrodošla in izkoriščena, zdaj se pa to že toliko časa vleče, da me res že srbijo prsti in bi res rada, da se gledališče vrne ljudem in ljudje, da se vrnejo v gledališče, da se pač spet začnejo odvijati naše zgodbe skupaj. Kar se pa tiče mene osebno, moram reči, da se nekako držim in da pač ohranjam čim bolj pozitivno naravnanost, skrbim za svoje dobro počutje, tako fizično kot psihično, s tem, da sem veliko v naravi, kolikor pač možnosti dopuščajo, in vidim, da mi to pomaga, pač ne samo pri tem, da imam predihana pljuča in mogoče malo boljši imunski sistem, upam. Hkrati pa tudi vidim, da je moje razpoloženje takoj boljše, če imam okrog sebe drevesa, pa nad sabo nebo. Načniva poglavje vlog. Za vami je več kot 50 vlog, prelistava po tem albumu. Je katera vloga, pri kateri vam še posebej poskoči srce, ki vam je posebej blizu? Ja, kar veliko se jih je res v bistvu nabralo v teh letih. Ena izmed teh, ki dejansko imajo posebno mesto v mojem srcu, je zagotovo Hana iz Goge. To je pač predstava v bistvu, s katero sem dobro začela svojo gledališko pot na našem odru. Sem sicer prej igrala že v nekaj predstavah, ampak ta mi je predstavljala pač poseben izziv, hkrati tudi zaradi tega, ker sem pri njej sodelovala s svojim mentorjem z akademije, s profesorjem Miletom Korunom, in mi je bilo to res v posebno čast in veselje, da sem lahko z njim tudi potem po faksu imela priložnost delati, ker je res ne samo, da je izjemen pedagog, ampak predvsem izjemen režiser in izjemen človek, ki mi je ogromno dal in ima res posebno mesto v mojem srcu. Kaj pa v zadnjem času? Se lahko sliši mogoče banalno, ampak zadnja, ki sem jo igrala zdaj, se pravi Evropa, v predstavi Evropa Mati Mila, ki je režirala Tatjana Peršuh, je tudi ena izmed vlog, ki se mi je definitivno usedla in vem, da me bo spremljala do konca, ker je bila res poseben izziv zaradi svoje zahtevnosti, obsežnosti, kompleksnosti, in sem se res pri tem procesu ogromno naučila in predvsem pa zelo uživala tako v procesu samem in v sodelovanju z svojimi kolegi, kot tudi potem pri samem odigravanju, in upam, da se bo
lahko kmalu spet vrnila na oder, ker smo bili seveda med odigravanjem predstav prekinjeni s korono in ukrepi, tako da pač ni uspela živeti svojega življenja, kot bi si ga zaslužila. Ana, ste si kdaj rekli, kaj mi je bilo treba te vloge? Mislim, definitivno pridejo kdaj tudi vloge, ki ti niso najbolj blizu in pravzaprav bi lahko rekla, da sem mogoče celo čisto vsaki tudi pomislila, kdaj točno to, kaj mi je tega treba, zakaj ravno to, zakaj ravno jaz. Ampak to so trenutki. Hkrati, tako kot pridejo takšni, pridejo tudi drugi, ki so pač temu diametralno nasprotni, ker ti v bistvu čisto vsaka vloga lahko prinese darilo, spoznanje, neko učenje, nek nauk, če seveda se znaš prepustiti in če znaš dovoliti, da pride do tebe, da se te dotakne. In tega se probam že od samega začetka držati. To je nekaj, kar nam je prej omenjeni profesor Korun na akademiji tudi vedno govoril. Ni majhnih in velikih vlog oziroma nepomembnih in pomembnih vlog. So samo majhni in veliki igralci. In jaz sem si to razložila na tak način, da je pač vsaka vloga, ne glede na to, koliko ti je všeč ali pa koliko ti leži, lahko v tistem trenutku ravno tisto, kar takrat rabiš. Je kakšna vloga, ki še vedno ostaja vaša neizpolnjena želja, morda tudi filmska vloga? Ja, veliko jih je, res veliko jih je. Mislim, svetovna dramatika ponuja brezmejno število krasnih, zanimivih vlog. Ogromno jih je najbrž takih, ki jih niti še sama ne poznam in čakajo nekje, da jih odkrijem oziroma da mi pridejo na pot, upam. So pa seveda zanimive meni osebno kakšne take kompleksne ženske s problemom, z nekim sporočilom, z nečim, kar bi rade izživele. In tukaj je, ne vem, od klasikov do moderne, res veliko tega. No, niti ne vem, kje bi začela in kaj bi omenila, ker se mi zdi, da karkoli bi rekla, bi s tem naredila krivico nečemu drugemu, kar mi mogoče v tem trenutku sicer ne pade na pamet, ampak mi mogoče pomeni še veliko več. Tako da ne vem, če bi zdaj prav nekaj izpostavila. Večkrat se gledalci vprašamo, kako si vi, igralci, dejansko uspete zapomniti ves tekst. Kaj je recept, da si lažje zapomnite ves scenarij, ves tekst, ki ga dobite v roke? Mislim, gledajte, mi pač igramo, oziroma preden gremo na oder in igramo vlogo, ki jo imamo pač za odigrati, imamo res ogromno vaj. Ne? To so mesec, dva, včasih tudi več, včasih ne. In vaje so tudi po 8 ur na dan. In če toliko časa ponavljaš eno besedilo, mislim, da bi se vsakemu usedlo, no? Vsak bi se ga naučil. Res je, da ima vsak tudi neko svojo metodo, mogoče s katero si ga prej zapomni, zaradi tega, ker je pač lažje delati, če že znaš tekst. Lažje je postavljati potem mizasceno na odru, če nimaš te knjigice v roki, pa se lahko sfokusiraš, skoncentriraš na to, kam moraš telo premakniti, ne? Ampak ja, samo pomnjenje ni tako problematično, kot se mogoče vidi na prvi pogled. Večje težave so drugje. Ana Fakini, kot gledalka, ste zahtevni? V bistvu mislim, da ne. Zato ker sem nekako tak zelo naklonjen gledalec.
Sploh, če gledam svoje kolege, ljudi, ki jih poznam, imam ponavadi celo več treme, kakor pri svojem lastnem nastopu. Čudna stvar, težko je opisati, tudi ne vem prav dobro, zakaj je tako, ampak res sem se večkrat zalotila na kakšni premieri, ko sem sedela v dvorani in čakala, da se zavesa odpre, pa da se predstava začne in sem res začutila v sebi tak nemir in pač sem videla, da držim pesti, da bi šlo vse v redu in tako, ko so pač kolegi prišli na oder in igrali, sem vedno z velikim užitkom pač odkrivala pri vsakem kakšne še nevidene odtenke, kakšne še neodkrite stvari, ki jih je pač počel ali pa počela prvič in ki jih lahko pač opaziš šele takrat, ko sediš v dvorani in nisi z njim ali pa z njo na odru, ne. Tako da moram reči, da nisem pretirano kritična. Sveda pač so stvari, ki so mi bližje, so stvari, ki mi niso in takrat probam tudi artikulirati svoje mnenje in pač svojim kolegom povedati na nek konstruktiven način, kaj se mi je zdelo o tem, kar sem pač videla, ampak načeloma mislim, da vedno v vsaki stvari najdem nekaj, kar mi je pustilo nek vtis, neko pozitivno informacijo. No. Ana Fakini kot mentorica, to bo najina naslednja tema, sodelujete namreč z več amaterskimi skupinami, delovali ste tudi v gledališki gimnaziji. Kaj vam daje to sodelovanje, delo z amaterskimi kolegi, z mladimi? Ja, to je prav en poseben del moje ustvarjalne poti in sicer v bistvu zdaj že 10. leto sodelujem z skupino Globočak iz Kambreškega. Z njimi sem prva, najprej sem z njimi začela kot njihova mentorca in režiserka njihovih predstav. Potem čez nekaj časa sem začela sodelovati še z skupino Ida Sneblo v Brdih, prav tako kot mentorca in režiserka in na to sem se pridružila, so me pač poklicali, če bi se jim pridružila še iz skupine Zarja Bilje. Tako da imam zdaj stalno sodelovanje s temi 3 amaterskimi skupinami. Res poučevala sem tudi gledališko igro na gledališki gimnaziji 2. in 3. letnik. In moram reči, da so to res ene take posebne izkušnje. Delo z amaterji me vedno znova napolni z neizmerno energijo, ko opazujem te ljudi, ki res s srcem in z največjo željo mimo vseh svojih ostalih obveznosti s takim veseljem pristopajo k delu za gledališče in to je nekaj, kar polni tudi moje baterije. No. Ko vidim, da ni teater omejen samo na nas, ki se pač z njim profesionalno ukvarjamo, ampak da živi na nek način zelo globoko zakoreninjen v tem našem slovenskem narodu, ker se mi zdi, da imamo res neizmerno število amaterskih društev po celi Sloveniji, ki delujejo zelo zagnano in zelo plodovito. In to me neizmerno veseli, ker mislim, da je pač gledališče res ena taka pozitivna stvar, ki omogoča komunikacijo na malo drugačen način. Ste bolj sledilka ali voditeljica? Odvisno od situacije. Na nekem, mislim, na prvo žogo bi rekla, da rada vodim, ampak zelo velikokrat rada tudi sledim, če vidim, da je pred mano nekdo, ki ve, kaj hoče. Prva misel takoj po premieri, katera je? Konec je.
Pa prva misel, takoj ko dobite na mizo 80 strani, debel scenarij, špeh, kot mu radi rečete igralci. No pa dejmo. Dobro. Najbolj prisrčen komentar, ki ste ga prejeli, kateri je? Prisrčen, joj. Ja, v bistvu zdaj najbolj me je presenetila reakcija moje sestre po zadnji premieri, ko je v bistvu prišla do mene in je samo na široko odprla usta in sploh najprej nič ni rekla. No. Mislim, tako, pustila sem jo brez besed. Rekla je, da pač me take še ni videla in to mi je bilo, to se mi je zelo se me je dotaknilo, no, ker nisem pričakovala tega. Ob katerih komentarjih pa se najbolj razjezite, lahko tudi na splošno, nevezano nujno na igralstvo? Razjezim? Nočem zdaj zahajati v neke politične vode, ampak zdaj v zadnjem času so stvari, ki me razjezijo, več ali manj vezane vse na te neke politične izjave določenih ljudi in mislim, da jim ne bi v tem trenutku niti rada namenjala pozornosti. Brala sem, da menite, da je največji dosežek civilizacije viseča mreža. Zakaj? Ja, zato, ker jo obožujem. Mislim, to je res nekaj fantastičnega. Ni posle na svetu, v kateri bi jaz tako lepo spala, kot spim v viseči mreži. In tudi vsako poletje, če imam le možnost, preživim celo poletje v viseči mreži in spim zunaj pod milim nebom. Tako da je to res nekaj, kar imam zelo rada in imam tudi doma. Obožujete pa tudi vodo. Zakaj? Ja, res. V vseh možnih oblikah. Ne vem, res imam, v vodi se počutim doma, v vodi se počutim v svojem elementu, rada plavam, rada sem v vodi, rada sem ob vodi. Najboljš na svetu bi bilo, če bi lahko živela ob vodi, predvsem, mislim, sploh ob morju. Rada imam tudi dež. Rada pijem vodo. Voda je moj element. Toliko iz moje strani, po skladbi pa bo Ani Fakini vprašanje postavil igralski kolega. To je Kristjan Guček. Prisluhniva prvemu vprašanju. Živjo, Ana, Kristuki. Jaz bi te pa za prvo vprašanje vprašal, da mi poveš, pa da nam vsem poveš, kaj je ena aktivnost, ki si jo v letošnjem letu začela delati, pa se mogoče prej nisi imela časa lotiti. Vrtnarjenje. Letos sem pač, ne samo, da sem imela čas na razpolago, zdaj končno imam tudi vrt, s katerim se lahko ukvarjam in tako da sem letos v bistvu prvič na svoji zemlji začela saditi in kopati in uživati v tem, tako da moram reči, da mi je veliko veselje, no. Tako da ja, vrtnarjem. Drugo vprašanje se glasi. Drugo vprašanje je pa eno tako splošno vprašanje. A se mogoče spomniš, katera je bila najna prva predstava, pri kateri sva skupaj sodelovala? Ja, v bistvu na nek način sta dve prvi predstavi. Prvič sva skupaj zaigrala, če se ne motim, v nenavadni prigodi, Goldonijevi, ampak takrat je Kristjan vskočil v Blaža, ki se je poškodoval, tako da nismo skupaj študirali predstave, ampak je potem on se nam naknadno pridružil. Potem sva skupaj delala pri obisku Stare gospe, ampak takrat nisva imela tam neki dosti interakcije. Naslednja pač, ki sva jo pa skupaj delala, so bili Grenki sadeži pravice, ki so otvorili tudi mali oder pri nas in tam smo bili samo 4,
Kristjan, Arna, Peter in jaz. In tam sva prvič zares tako intenzivno sodelovala igralsko in moram reči, da je to bil eden izmed lepših procesov in tudi lepših predstav, ki sem jih odigrala, in vem, da smo vsi štirje zelo uživali pri samem ustvarjanju in nastajanju in potem tudi pri odigravanju. To je bil res en tak tour de force igralski, res krasen spomin, no, temu se večkrat z veseljem posvetim, si pogledam posnetek. Kot zanimivost bova pa zdaj s Kristjanom snemala odlomke na Radiu Slovenija, točno iz Grenkih sadežev pravice, tako da naključje se lih obrne krog. In tukaj je še zadnje vprašanje Kristjana Gučka. No, tale tretje vprašanje je pa povezano z eno tako majhno zgodbo. Se spomnim, preden sem prišel v Novo Gorico v službo, sem sodeloval z gledališčem v Kranju, pa smo naredili eno predstavo. Revizorji je bilo ime in v tej predstavi sta igrala tudi Primož Pirnat, pa žal pokojni Peter Musevski, in se spomnim, kako smo se pelali na gostovanje v Gorico iz Ljubljane, skupaj z njima sem se pelil. In ko smo se spustili po Rebernicah dol, pa smo šli mimo Ajdovščine, sta oba pihnila. In se spomnim, da je najprej spregovoril Primzi Pirnat, pa rekel, joj, kako je pa to lepo. In potem sta do Nove Gorice govorila zgodbe, pa nostalgične spomine, ki sta jih imela na sodelovanje z gledališčem, ker sta bila namreč oba zaposlena tudi tam. In zdaj me zanima, kaj ti misliš, kaj je to, kar je tako drugačnega na tem območju Severne Primorske, na tem področju pri ljudeh, ki živijo tukaj, kakšna je kulturna dediščina, narava, kaj je to drugačnega, oziroma kako ti to čutiš, to povezavo s to esenco? Ja, mislim, da je tukaj en skupek stvari, ki pač ustvarja to močje in ljudi, ki tukaj živimo. Tako geografsko, kot zgodovinsko. Tlej imamo prekrasno Sočo, imamo vpliv morja, ki se čuti, čeprav ga ne vidimo prav iz vsake točke, jaz od doma sicer ja, ker sem tako bolj na visokem. Še ko sem se vračala recimo iz faksa domov, smo zmeraj govorili, ja, nač mi gremo pa zdaj v Kalifornijo, zato ker pri nas je zmeraj lepo vreme, tudi kadar je grdo, je še vedno lepše kot drugje. Lepo je, narava je krasna, rodovitna, radodarna in ljudje so pa tudi dali marsikaj skozi pač zgodovino in hkrati so izpostavljeni tudi vplivom iz drugih krajev. Meja je blizu, drug narod, druga kultura, ki mislim, da tako kot je v določenih trenutkih lahko prinesla neke izzive, neke težave, tako nas je po drugi plati pač tudi oplemenitla oziroma nas plemeniti zdaj toliko bolj, ko se pač trudimo k temu, da bi meja postala stvar preteklosti. In mislim, da vse te stvari, vse to skupaj pač na ljudeh pusti nek pečat in da so zato bolj odprti, bolj sončni, bolj priljudni. Ne vem, jaz tukaj sem se rodila, tukaj se dobro počutim in tukaj z veseljem živim. Ana Fakini, s tem bi zaključili najin pogovor. Hvala, da ste bili z nami. Ja, bilo mi je v veselje. Radio Rubin in 62 minut.